Objekt se je celovito saniral, malo smo ga mogli nadgraditi, zato da smo dobili prostor za tole galerijo, na kateri smo sedaj. Drugače pa celotno ostrešje se je naredilo novo, tale konstrukcija za tale notranji kubus se je naredila in potem pač celotno ogrodje objekta tudi obleklo, energetsko saniralo, da je pač primerno modernim smernicam. Mislim, manjših izzivov je bilo kar nekaj. Gre za star objekt, vse posod se je pač pokazala kakšna malenkost, ko je bila mogoče nepredvidena, ampak se mi zdi, da smo skupaj z izvajalci, projektanti pa z nadzorom bolj kot ne vse te izzive tudi nekako se skupaj dogovorili, kako jih bomo rešili, pa tudi na koncu rešili. Od starega Compress Housea so vidni ti zidovi noter, tako da v bistvu celoten obod pa prvotni temelji so še od starega Compress Housea, pa tudi ta soseden manjši objekt, ki je bil pač včasih hladilni stolp za hlajenje vseh teh kompresorjev, je še vedno tu in se ga sedaj uporablja kot zunanje skladišče za zunanje prostore. Compress House oziroma kompresorska postaja rudnika je bil objekt, kjer so delali s kompresorji stisnjen zrak. Stisnjen zrak potrebujejo v jami pri v bistvu vseh delih, zaradi tega, ker vso orodje v jamah deluje na stisnjen zrak. Zaradi tega, ker je noter pač, če bi uporabljali elektriko, je nevarnost eksplozije, da bi kakšna iskra eksplozijo povzročila, zato se noter uporabljajo pač orodja na stisnjen zrak in to pomeni, da se potrebuje za vsa ta orodja ogromno enega stisnjenega zraka. Tu noter v tem objektu mislim, da je bilo ene 17 kar velikih kompresorjev, ki so pač za večji del rudnika Trbovlje-Hrastnik tudi ta zrak dovajali. Celotna vrednost projekta je okrog 1.400.000, 1.400.000 evrov. Sofinanciranje iz sklada za pravičen prehod pa je 600.000 evrov.